Če vse skupaj povzamem, na ta način je komisija na podlagi teh ugotovljenih dejstev prišla do tega končnega sklepa oziroma izreka v načelnem mnenju, da ravnanje uradnih oseb, ki so v tem postopku za dobavo tega naročila kršile to načelo enakopravnosti, so pravzaprav kršile dolžno ravnanje in te kršitve dolžnega ravnanja so pripeljale do te koristi, ki jo je pridobila. Torej, kot ste videli na kratko povzeto, je komisija ocenjevala dolžno ravnanje uradnih oseb Ministrstva za obrambo oziroma naročnika, nikakor se ni spuščala v kakovost ponudnika enega ali drugega, pač pa je ugotavljala njihovo ravnanje, pri čemer je komisija tudi poudarila, to, kar sem že rekel na začetku, da tisti del strokovne komisije, ki je obe vozili ocenil kot ustrezni, pač temu delu ni mogoče nasloviti tega očitka kršitve dolžnega ravnanja, ker, kot rečeno, to načelo enakopravnosti tukaj je bilo spoštovano v tem, da sta pač obe ponudbi enakovredno ocenjeni kot ustrezni. Bolj problematično, kot sem rekel, pa so ti sistemi oborožitve, sistemi opreme C4 in pa ta termovizijska zaščita. To so zadeve, ki nekako po teh dejstvih in dokumentih, ki jih je komisija zbrala izstopajo. Sprememba predmeta naročila ni problematična samo po sebi, zato ker povabilo, kodaj ponudnik dopušča, da se spremeni predmet naročila popolnoma. Seveda ima pa to znatne implikacije na ceno, pa na druge pogoje tega posla. In mi smo mnenja, da seveda, če bi dva ponudnika bila obveščena, da se zna priti do takšnega stopanja, da bi potem seveda tudi oba ponudnika lahko ustrezno temu korigirala nekatere elemente ponudbe. Seveda, kar se pa ni zgodilo zaradi tega, ker je bil ponudnik tako izločen. To je pomembno, da če bo država želela doseči standard bojne učinkovitosti tega naročila, tako kot je zastavljeno v strateških dokumentih in tako kot je bilo to naročilo opredeljeno v povabilu k oddaji ponudb, bo to seveda terjalo toliko večjo ceno, ker kot sem povedal, iz dokumentacije nesporno izhaja, da je naročilo bistveno spremenjeno v odnosu na to, kar se je prvotno zahtevalo, kar pomeni torej temu primerno tudi višjo ceno. Zelo enostavno. Če bo država hotela imeti takšno bojno moč, pa takšno opremo, kot si je zamislila v povabilu podaj ponudb, potem bo morala v te oklepnike še investirati zelo veliko denarja.